Pozdravljeni, dragi otroci! Prijazno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. V današnji pravljici se bomo družili s Snežakom. A Snežak je bil osamljen in žalosten, zelo žalosten. Saj je lačnim gozdnim živalim prijazno poklonil svoje oči, nos in gumbke. Le kdo bi mu lahko sedaj pomagal? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Sneženi mož in božične vile. Bil je božični večer in vsi so se pripravljali na praznovanje. Darila so že zavili, izobesili okrasje in celo gozdne živali so že zbrale vse potrebno za praznično večerjo. Vendar mali sneženi mož globoko v gozdu ni praznoval. Bil je čisto sam. Že davno je Snežak podaril lačnim gozdnim živalim svoje rdeče brusnične gumbke, svoj korenčkov nos in svoje sijoče, želodne oči. A zdaj je bil žalosten in želel si je, da bi bil za božič spet videti kot pravi Snežak. Gozdne živali so videle njegove solze in poklicale so čarobne božične vile, da bi mu pomagale. Vile so kmalu prispele. Ubogi sneženi mož, poskrbeli bomo, da se boš spet počutil praznično, so rekle vile. Zafrfotale so okoli sneženega moža, posule nanj zvezdni prah in zapele čarobne pesmi. Sneženi mož je osupel poslušal petje vil. V tistem se je prikazal njegov prijatelj zajec in dal vilam pest svežih brusnic. O, kako krasni gumbi bi lahko to bili, je pomislil sneženi mož. Ko je polna luna posvetila izza dreves in spremenila snežinke v svetlikajoče se kristale, so božične vile nadaljevale svojo čarovnijo. In prvič po več tednih se je sneženi mož počutil živega. Je to zame? Je vprašal svojo prijateljico veverico, ki je prispela s svežim korenčkom v roki. Veverica se je zasmejala in vile so se zahihitale. To mora biti moj nos, je pomislil sneženi mož. Kraljica vil je poklicala sovo, najmodrejšo izmed Snežakovih prijateljev. Sova se je spustila na tla, takoj ko jo je zaslišala. Povzpni se name, je zavpila in poleteli sta v noč. S pomočjo polne lune sta nabrali svetlikajoče se vejice božjega drevesca z najvišjih vrhov dreves. Sneženi mož se je počutil vsako minuto bolj vznemirjenega. Imel je nov nos. Radostno je dvignil roke, ko so vile in živali hitele okoli njega. Sova je pomagala vilam okrasiti Snežaka z božjim drevcem, zajec pa je užival v opazovanju, veverica pa je prinesla še sijoča želoda. To so zagotovo moje nove oči, je sneženi mož veselo pomislil. Ko so končali delo, so odstopili za korak in občudujoče gledali v svojo stvaritev. Sneženi mož je bil resnično živ. S svojimi brusničnimi gumbi, s korenčkovim nosom in z novimi sijočimi želodnimi očmi je bil najlepši sneženi most v gozdu. Na obrazu se mu je narisal poseben, nov nasmeh. Bil je tako srečen in hvaležen svojim prijateljem, da so se tako potrudili. Vendar dela za vile še ni bilo konec. Medtem ko so živali in sneženi mož praznovali, so odletele v najbolj oddaljen kot gozda, v dom čarobnega severnega jelena. Vedele so, kaj ga bodo prosile. Imamo prošnjo, je rekla kraljica vil in poletela na jelena ter mu nekaj zašepetala na uho. Severni jelen se je zahihital.
Mislim, da vem, kako lahko pomagam, je rekel. Vile in severni jelen so elegantno poleteli čez nočno nebo. Kraljica vil jim je kazala pot. Tja, je zavpila in skupina se je napotila k sneženemu možu. Medtem ko so leteli, se je severni jelen obrnil k vilam. Bistvo božiča je v tem, da pomagamo drug drugemu. Sneženi mož je vedel, kako dajati. Zdaj ste mu vedale novo življenje in prihaja še eno posebno darilo. Takoj, ko so severni jelen in božične vile prispeli, so podarili Snežaku še zadnje darilo. Kapo in šal samo zanj. Vile so oblekle sneženega moža v nova oblačila, živali pa so ga z občudovanjem gledale. In še zadnji dotik božiča. Na drevesu so obesili čudovite sijoče kroglice in trakove. Sneženi mož se je radostno ozrl naokoli. Vsi njegovi prijatelji so tu. Kaj lepšega bi si sploh še lahko želel ob božiču? Ja, pa se res je, ne? Čudovita pravljica o pravem prijateljstvu, ter o čudežih, ki se dogajajo v predbožičnem času. Bravo živali in vile, ki ste Snežaku s skupnimi močmi ponovno pričarale nasmešek na obrazu. Ja, dobro se z dobrim vrača. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici Gospod Snežak ali pa pravljici z naslovom Srečen božič, sneženi mož. Otroci, če bi želeli slišati svojo najljubšo pravljico, mi lahko vaši starši pošljejo sporočilo na elektronski naslov mojknjižnikoticek@gmail.com. Se že veselim prebiranja vaših sporočil. Uživajte zimske dni in snežni pozdravček prav vsem. Čau, čau. Bravo, vile. Ste pa res prijazne, a ne? Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici se bomo družili snežaki, ki so se nekega dne odpravili na zimsko pustolovščino. Zelo zanimivo. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Sneženi možje in izginuli nosovi. Neke noči je močno snežilo. Na strehah, drevesih in avtomobilih je bilo polno snega. Ulice in ceste so postale neprevozne. Ljudje so zjutraj hiteli odmetavati sneg s cest in ulic. Toda nič ni pomagalo. Tako veliko ga je bilo. Zato so mnogi ostali doma. Tistega dne je pouk potekal nadaljavo. Kakor hitro se je končal, so razposajeni otroci stekli ven. Uživali so na mokrem snegu, kepali so se, gradili utrdbe in igluje ter izdelovali snežake. In tako so zvečer na dvorišču neke hiše stali kar 4 sneženi možje. Ko so ljudje zaspali, se je eden od snežakov prebudil. Razgledal se je naokoli, odprl dežnik in glasno vzkliknil. Ho, 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 zima je spet tu. Hej, fantje, zbudite se. Še en snežak se je prebudil. Pretegnil se je, z nogo vtipal sneg in rekel: Zima, česa ne poveš? A smo se mogoče že kdaj rodili poleti? Glej no, čajnik imam na glavi. Bi kdo rad malo ledenega čaja? Tudi tretji se je zganil. Popravil si je vedro na glavi in rekel: Poglejte tale drobižek. Snega, da se ti zmeša, on pa tako majcen. Prava snežna kepica. Temu, ki ga je napravil, se je najbrž res mudilo. Iztegnil je metlo in z njo nežno dregnil najmanjšega snežaka. Žgečka me, kako me žgečka, je v smehu zacvilil malček.
Pogledal je svoje brate in žalostno zavzdihnil. Res je bil zelo majhen. Kam so izginili otroci, ki so nas naredili? Je vprašal malček. Da jih ni odpihnil veter ali zametal sneg? Da jih niso pojedle sestradane mačke? Se je spraševal Snežak s čajnikom na glavi. Neumnost. Otroci so zdaj doma. Vidite? Okna so razsvetljena, je pojasnil Snežak z metuljčkom in dežnikom. Doma? Kaj pa počnejo doma? Je še naprej spraševal malček. Toda nihče od Snežakov ni vedel, kaj naj bi otroci počeli doma. Sneženi možje praviloma niso preveč radovedni. Ponavadi se bojijo višine. Ampak ne Tile. Tile so sklenili, da bodo malce povohljali. Hej, mali, povej, kaj vidiš? Je vprašal Snežak, ki je stal čisto spodaj. Vidim otroke, ki strmijo v majhno škatlo. Kaj pa je v tej mali škatli? Ta škatla prikazuje majhne človečke, ki se z dolgimi deskami na nogah spuščajo s hriba. Športno tekmovanje je na sporedu, je pojasnil Snežak s čajnikom, potem ko je s kotičkom očesa pokukal skozi okno. Kako hitro drvijo! Ne morem več, kihnil bom, jih je opozoril Snežak z metuljčkom. Ači! Medtem ko so prekopicnjeni Snežaki pobirali stvari raztresene po dvorišču, je malček ves čas spraševal. Kaj je to športno tekmovanje? To je igra, pri kateri športniki tekmujejo, kdo je hitrejši ali močnejši, je pojasnil Snežak z metuljčkom. In to jim je všeč. Morda pa bi bilo všeč tudi nam, je glasno razmišljal malček. Ne. Sneženi možje nismo športniki in se ne spuščamo po hribu navzdol, je strogo izjavil Snežak z metlo, s katero je ometal sneg okoli okna. Snežakov šport ne zanima in se le redko spuščajo po hribu navzdol. Ampak Tile so bili iz drugačnega testa ali bolje rečeno snega. Na koncu dvorišča so zagledali odklenjeno drvarnico. V njej je družina hranila veliko zanimivih reči. Ko so otroci zjutraj zagledali Snežake, ki so jih naredili prejšnji dan, so bili zelo presenečeni. Snežaki so bili videti strašansko utrujeni. Kmalu je na dvorišče priletela vrana. Pristala je na ramenih največjega Snežaka in se previdno ozrla naokoli. Ko je videla, da nihče ne gleda, ga je kljunila v oko. Je zavpil Snežak in se zgrabil za oko, ki mu ga je vrana poskušala iztakniti. Ti nespodobnica, je zavpil tisti, ki je stal v bližini. Z dežnikom je tako močno dregnil vrano, da je odpadlo nekaj perja. Na silnico je podil po vsem dvorišču. Presneto, nobenega miru, se je vrnil jezen in ves prepoten. Zgrudil se je na sneg in rekel, počivati moram. Dobra ideja, se je strinjal malček. In vsi so popadali na tla, da bi se odpočili. Ko so se debelušci po dolgem in sladkem spancu zbudili, je imel malček zanje pripravljenih že nekaj novih vprašanj. Vsi otroci se zjutraj odpeljejo v mesto. Kaj počnejo tam? Otroci gredo v šolo, potem pa na Snežak s čajnikom se nikakor ni mogel spomniti prave besede. Krožke. Otroci obiskujejo krožke. Vsi odrasli pa hodijo v službo, je potrpežljivo pojasnjeval Snežak z metuljčkom in dežnikom. Kako zanimivo! Verjetno je to prav tako zabavno kot spuščanje po hribu navzdol, je bil navdušen malček. Kaj če bi še mi kam odpotovali? Si zmešan. Sneženi možje nismo popotniki in ne potujemo po svetu, je strogo rekel Snežak z metlo.
Sneženi možje res niso popotniki, ampak tile so bili iz drugačnega testa ali bolje rečeno snega. Sklenili so, da se bodo sprehodili. Ko se je stemnilo in so se ulice izpraznile, so jo mahnili v mesto. Po izletu v mesto so bili sneženi možje tako utrujeni, da so proti jutru trdno zaspali. Ko pa so se zbudili: "Kot vidim, si včeraj izgubil korenček," je eden od snežakov odregnil svojega prijatelja. "Ti pa nisi nič boljši, tudi ti si ostal brez nosu. Kako čuden si videti," se je smejal snežak z dežnikom. Veliki snežak si je z glave snel vedro, ga podrgnil ob strani in se zazoril v lastno podobo. Božec, res ni imel več nosu. Le najmanjšemu snežaku je ostal nosek, toda bil je napol odgriznjen. "Presneti kradljivec nosov, da bi te sneženi plaz zasul," je rohnel snežak s čajnikom. "Spet ta vrana, pri priči jo bomo našli in ujeli. Izpulimo ji kljun," je z metlo jezno požugal snežak. "Poglejte, koliko stopinj je tukaj. Vrana očitno ni bila sama. Šli bomo in polovili vse tatove," je bil odločen snežak s čajnikom. In tako so se vsi podali po sledeh. Sneženi možje niso dobri detektivi, ampak tile so bili preveč jezni, da bi stali križem rok. Meni nič, tebi nič so hodili naprej, dokler niso zagledali dolgih ušes, ki so štrlela izza grma. "Ujel sem ga, ujel sem tatu," je zakričal snežak s čajnikom in iz skrivališča za uhlje potegnil neznanega storilca. Snežaki so torej ujeli tatu, vendar niso vedeli, kaj naj naredijo z njim. "Zajec, kje pa je vrana?" "Nič ne vem," se je branil ujeti zajec. "Pokaži zobe, dolgoušec," je strogo rekel snežak. Zajec ni ugovarjal, odprl je usta. Velikost zob se je ujemala z odtisom na nosu najmanjšega snežaka. "To, kar je za nekoga nos, je za drugega sočen korenček," je pojasnil v zraku viseči zajec. "Spusti me, uhlje mi boš raztegnil." "Dokler mi ne poveš, kam si spravil moj nos, te ne bom spustil, niti slučajno." "Potem me boš držal tukaj do pomladi, dokler se ne boš stalil," je dejal zajec. "Hej, ti boš meni privoščil smrt, da bi te snežni plaz," se je razjezil snežak. "Daj nam nosove, pa boš odnesel celo kožo." "Ne morem. Vaše korenčke so ponoči pojedli zajčki. Ničesar nimamo za podzob. Ljudje so zaklenili kleti, sneg je prekril rastline in odpadla jabolka. Ničesar ne moremo najti." "Ničesar nimate za podzob?" je tiho ponovil snežak. "Potem vam pa res trda prede." "Spusti ga," je dejal mali snežak in ponudil dolgoušcu ostanke svojega nosu. "Tega nosu sploh ne bom pogrešal. Pozimi nič ne cveti in ne diši, zato tudi nimam nobene želje, da bi karkoli vonjal. Steci k svojim otročičkom," je rekel snežak zajcu, potem ko ga je spustil na tla. Dvignil je čajnik in se popraskal po pleši. Toda zajec ni stekel, le povesil je uhlje in počasi odstopicljal proč. O, kako so se zajci snežakom nenadoma zasmilili. Tako zelo, da so preiskali vse shrambe sosednjih domov. Nažalost niso nikjer našli ničesar užitnega, niti enega samega gnilega korenčka. Navadni snežaki bi že zdavnaj obupali in ne bi storili ničesar. Toda tile so bili iz drugačnega testa, ali bolje rečeno snega. Tile niso hoteli stati križem rok, čeprav so bili brez nosov. Zato so jo spet mahnili v mestece, tokrat iskat hrano za zajce.
Na poti so šli mimo nekaj velikih trgovin. V njihovih izložbah se je bohotila zelenjava, zelje, korenje, redkvice in zelena, sočna solata. Sneženi možje bi zajčkom z veseljem kupili kilogram, celo goro korenja. Vendar ga niso mogli, saj niso imeli denarja. Poklapani in utrujeni so se ustavili sredi ulice. Eden od snežakov se je nepremišljeno naslonil na zabojnik za smeti, ta pa se je prevrnil. Snežak bi se od začudenja skoraj stalil. Iz zabojnika so se usule smeti, po tleh so se zakotalile plastenke in steklenice. Bratci, nečesa sem se domislil, je vzkliknil najmanjši snežak, medtem ko je brskal po smeteh. Glasno je zažvižgal. Snežaki nimajo denarja in ga ne znajo zaslužiti. Toda tile 4 prebrisanci so bili iz drugačnega testa, ali bolje rečeno snega. Potem, ko je najmanjši snežak zažvižgal, se je pred njim zbralo veliko lačnih zajcev, ptičic in drugih živalic. Pregledali so vse zabojnike, ki so jih našli. In tako so zbrali veliko praznih plastenk, steklenic in pločevink. Potem, ko so najdene reči odnesli v avtomat za zbiranje stare embalaže, so sneženi možje in zajci iz njega dobili čedno vsoto denarja. Toda kako naj kupijo korenje in zelje? Trgovine so vendar polne ljudi. Zajci so se bali vstopiti vanje. Bali so se tudi snežaki. Vsi so le zmajevali z glavo in se niso premaknili z mesta. Jaz že ne grem v trgovino. Tam je vroče. Ledeni čaj v čajniku bi se mi preveč segrel, je imel pomisleke veliki snežak. Nenadoma je naprej stopil najmanjši snežak. Globoko je vdihnil in glasno rekel: Sneženi možje ponavadi niso zelo pogumni. In tudi zajci ne sodijo med najpogumnejše živali na svetu. Ampak mi smo drugačni. Mi smo pogumni in ničesar nas ni strah. Zato je za nas obisk trgovine in nakupovanje mala malica. No, morda ne čisto mala malica, a ker so bili skupaj, so bili pogumnejši. Po napornem delu se je treba odpočiti in kaj prigrizniti. In tako so se snežaki skupaj z živalmi posedli v parku, da bi večerjali. Sneženi možje sicer ne jedo zelenjave, toda zajci, poljske miši, ptice in srne jo imajo radi. Nič hudega, če lačni zajci včasih kakšnemu snežaku odgriznejo nos. Snežaki rade volje zamenjajo korenje s čim drugim. Ni pomembno, kakšen nos imaš. Najpomembnejše je, kakšno imaš srce. Bravo, snežaki, za pogum ter srčnost. Res se moram strinjati, da je najpomembnejše, da smo dobrega srca. In tele snežaki so res uživali v tejle zimski dogodivščini. Super! Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici Zima je zajčica, v kateri boste spoznali zajčico, ki se je prav tako podala na zimsko pustolovščino, a se je izgubila. A naj vam prišepnem. Zajčico sta našla njena srčna prijatelja, tako da je bilo vse v najlepšem redu. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, bodite dobrega srca. Pošilja vam en snežakov pozdravček. Čau, čau! Bravo, snežaki, ste pa res zabavni. A ti tudi. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat nas čaka čarobna zimska pravljica, polna snežink, domišljije in majhnih čudežev. Spoznali bomo deklico po imenu Lili, ki je nekega dne v snegu našla svetleč kamenček. A kaj kmalu je deklica odkrila skrivnostno ter čudežno moč kamenčka.
Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Kamenček želja za Lili. Lili in očka se sankata. Lili sedi spredaj, očka za njo. Skupaj drvita po bregu navzdol. Juhu! Vriska Lili in trebuščko jo prijetno ščegeta. Malo od strahu, veliko bolj pa od veselja, ker drvita tako hitro. Še enkrat! Zakriči Lili, ko se sanke ustavijo. Očka jih odvleče na vrh in deklica gazi za njim. In spet zdrvita po bregu navzdol. Juhu! Se veseli Lili. Ne boš vlekel, oči? Vpraša, ko se ustavita. Kar naprej koračiti navzgor je namreč težko. Očka se nasmeje. Vlekel te bom, reče. In sicer domov. Večer je že. Presneto, se kuja Lili. Vedno, ko počnem kaj imenitnega, je tako hitro večer. Stoj, oči, zakliče Lili na poti domov. Kapo sem pozabila na hribu. Očka se obrne. Ni res, na glavi jo imaš. Lili se našobi. Le kako naj pripravi očka do tega, da bi se vsaj še enkrat odsankala z brega. Sleče si rokavičke in jih pobaše v žep. Stoj, oči, sklikne. Rokavičke sem izgubila. Očka se obrne. Ni res, iz žepa ti kukajo. In koraka naprej. Ali mora očka res vse opaziti? Lili vzdihne in se zagleda v sneg, ki škriplje pod sankami. Stoj, oči, nekaj se svetlika v snegu. Očka se obrne in se končno ustavi. Prav zares, majhen lesketajoč kamenček je, se začudi. Lili ga previdno pobere. Kakšen čuden kamenček je to? Bi rada izvedela. No, lep, odgovori očka. In kdo ve, morda lahko celo izpolnjuje želje. To bi bilo v redu. Želja ima Lili namreč veliko. Trdno stisne kamenček, zamiži in zašepeta. Želim si, da bi se z očkom še enkrat spustila po bregu. Ampak očka odkoraka naprej, kot da Lili ni rekla ničesar. Kot da si ni ničesar zaželela. Torej kamenček ne izpolnjuje želja. Pa ga vseeno vtakne v žep, ker je tako lep. Morda ji bo še kdaj prav prišel. Naslednji dan očka nima časa za sankanje. Delati mora. Pred hišo pa na Lili že čakajo Ema, Filip in Igor. Greš z nami? Je vpraša Igor, ko odpre vrata. Ne morem, očka ni, pojasni Lili. Ali greš lahko le z očkom na hrib? Se začudi Ema. Ne, se brani Lili. Seveda se lahko gre brez očka sankat, saj je blizu. Ampak ne upa si. Previdno potipa kamenček v žepu in zašepeta. Želim si, da bi se upala sama spustiti s sanmi po bregu. Kaj si rekla? Vpraša prijateljica. Ah, nič, se izgovarja Lili. No, greš z nami? Priganja Filip. Lili okleva. Ne, še vedno si ne upa. Ema, Filip in Igor gredo brez nje.
Ti ne znaš ničesar, samo lep si, se Lili jezi na kamenček. Najraje bi ga zabrisala v sneg, pa ga vseeno spravi nazaj v žep. Morda pa le kaj zmore, kaj zelo skrivnostnega, česar ona še ne ve. Nekaj časa si potem preganja dolgčas s tacanjem in prekopicavanjem po snegu, nekaj časa vlači se nisem ter tja in v krogu in spet od začetka. Počasi postaja vse skupaj dolgočasno. Naredila bom snežaka, se odloči. Na kup zvali 3 snežne kepe, potem snežaku ovije svoj šal okrog vratu in mu na golo butico posadi kapo. Tole ti posodim, reče, da mi ne boš zmrznil. Rokavice bom pa obdržala. Snežak je tiho. Še vejico za usta, pa storž za nos in 2 kamenčka za oči. Kar čeden je tale snežak. Le nekam žalostno gleda. Lili se spomni svojega kamenčka, potegne ga iz žepa in ga zamenja za enega na snežakovi glavi. Zdaj imaš pa oko, ki se blešči, ponosno ugotovi deklica. Snežak z novim očesom pomežikne. Od začudenja pomežikne tudi Lili. Je prav videla? Si mi res pomežiknil? Vpraša. Jasno, odgovori snežak. Lili se zdrsne. Saj znaš tudi govoriti? Jasno, ponovi snežak. Ker si mi podarila svoj lesketajoči se kamenček. Lili je navdušena. Njen kamenček torej le nekaj zna. Še dobro, da ga ni vrgla stran. Zdaj snežak poskoči in se zavali po snegu. Uspe mu celo preval in Lili poka od smeha. Tedaj ji mimo ušes prileti snežna kepa. Zadeni me, zakliče snežak. Kepe frčijo po zraku kot v najhujši bitki. Snežak dobro cilja in deklici kmalu polzi mrzli sneg za vrat. Brr, res je leden. Le čakaj ti, ledeni možic, maščevala se bom, se smeje deklica in z vso silo trešči veliko kepo proti snežaku. Kepa švigne ob njegovi glavi in mimogrede odnese s seboj tudi njegovo lepo oko. Kot okamenel obstane snežak sredi zamaha. Je kaj narobe s tabo? Se ustraši Lili. Toda snežak se ne premakne in ji ne odgovori. Svojim edinim očesom negibno vošči v zimsko pokrajino. Joj, takoj moram poiskati svoj kamenček, si misli Lili. Sicer bo snežak zavedno tak. Takrat se s hribčka vrne Igor in bruhne v smeh. Kakšnega krevljastega snežaka si pa postavila, se krohota. Raje mi pomagaj najti moj lesketajoči se kamenček, odvrne jezno Lili. Igor se skloni in pobere kamenček. Na, kar tegale vzemi, kamen je kamen, reče in odstopota naprej. Ampak vsak kamenček ne bo oživil snežaka. Lili išče in končno se pod grmom zabliska pravi kamenček. Hvala, hropne snežak, ko spet dobi svoje oko. Malo neprijetno je stati tule tako skrivenčen, reče in se pretegne. Kaj bova pa zdaj počela? Vlekla se bova na saneh, predlaga Lili. Ti začneš. Raje bi se spustil tamle dol, meni snežak in hrepeneče pogleduje proti klančku. Ne, tega pa ne, odvrne Lili.
vendar Snežak vztraja. Zakaj ne? Prav gotovo je zabavno. Ja je, ampak lahko bi spet izgubil oko. Okleva Lili. Snežak malo potelovadi in ugotovi, da se ga oko trdno drži. Jaz se sama ne upam spustiti po bregu. Nerada prizna Lili. Snežak se razjezi. Sama? Kako sama? Saj bom jaz s teboj. Drži. Če gre tudi Snežak, ne bo več sama. Na gričku je zabava, da je kaj. Prostor! Zavpije Snežak, ko se oddričata po bregu. Juhu! Vriska Lili in trebuščko jo spet zaščegeta. Malce od strahu, ker gre tako hitro, veliko bolj pa od veselja. Še enkrat! Zakriči Lili, preden se ustavita. Skupaj odvlečeta sani navzgor in se spet spustita dol. Še enkrat in še enkrat. Juhu! Se veseli Lili in maha otrokom. Hej, pa si se le upala. Se greš tudi z menoj peljat? Jo navdušeno pozdravi Ema. Zakaj pa pravzaprav ne? Lili srečno prikima in se odpelje s prijateljico. In potem s Filipom, pa spet s Snežakom. Sploh je ni strah, nič več, saj se nikoli ne pelje sama. Temno je že, ko se Lili in Snežak vračata z grička domov. Deklica je tako utrujena, da komaj še hodi, in Snežak je tako prijazen možak, da jo privleče do vrat. Hvala, Snežak, zazeha Lili. Takrat se domov vrne tudi očka. Sankala sem se brez tebe, se ponosno pohvali Lili. Sijajno, je navdušen očka. In celo Snežaka si naredila. Lili se obrne. Malo stran stoji Snežak, vzravnan in nepremičen. Glej, oko se mu svetlika, se začudi očka. To je tisti kamenček želja. Res lahko stori kaj prav posebnega, veš? Razloži Lili. Lahko morda celo izpolni želje? Zanima očka. Tako nekako, meni Lili in naskrivaj pomežikne Snežaku. In Snežak in naskrivaj pomežikne nazaj. Kako čudovita zimska zgodba. Lili je spoznala, da čarovnija včasih pride tiho, nežno in ravno ob pravem trenutku. In ko je kamenček pristal tam, kjer je bil najbolj potreben, se je zgodilo nekaj res posebnega. Snežak je oživel, z Lili pa sta ustvarila najlepši zimski dan. Kepanje, sankanje in smeh, ki ogreje srce. Najlepše želje so tiste, ki prinesejo veselje, igro in skupne trenutke. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Škrat Činč, ki ni maral praznikov. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pošiljam vam pravljičen pozdravček v družbi deklice Lili in njenega kamenčka želja. Čau, čau. Bravo, Lili. Pa res čaroben ta kamenček. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Za današnjo pravljico sem izbrala pravljico, v kateri nastopa Snežak. In sicer je pravljico z naslovom Srečen Božič, sneženi mož napisala pisateljica Karla Malerba
Za ilustracije pa je poskrbel Fabrizio Zubani. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici Srečen Božič, sneženi mož. Ko sta se Lovro in Alja zbudila, ju je čakalo veliko presenečenje. Sneg, koliko snega! Sta zavriskala od sreče, ko sta pogledala skozi okno. Kot bi mignil, sta se oblekla in se stekla ven igrat. Ker so bile božične počitnice, jima ni bilo treba v šolo in tako sta lahko uživala v čaru zasneženega gozda. Ko sta se otroka nasankala, sta se lotila postavljanja sneženega moža. Najprej sta naredila zelo veliko sneženo kroglo za trup in nato še drugo, malo manjšo, za glavo. Alja je potem snežaku narisala usta in Lovro mu je prinesel 2 veji za roke. Zdaj sta brat in sestrica stekla domov, da poiščeta staro volneno kapo, 2 velika gumba za snežakove oči in korenček za njegov nos. Pa še očetov šal za okrog vratu. Kako lep sneženi mož! In ko je pozneje sneženi mož ostal sam, se je pretegnil in se malo razgledal naokrog. Zagledal je zajčka, ki je tekel mimo. Zdravo, zajček, kaj te nosi naokrog po tem mrazu? Ga je vprašal. Lačen sem, ampak vsa polja so pod snegom, mu je plašno povedal zajček. Na, vzemi moj korenček, mu je rekel sneženi mož in mu dal svoj nos. Hvala, sneženi mož, se je zahvalil zajček in s korenčkom veselo tekel domov. Malo pozneje je snežak zaslišal čivkanje. Kdo pa tako poje? Je vprašal in se oziral okrog sebe. Z drevesa mu je odgovorila žolna. Jaz poskušam se ogreti, vihar mi je prejšnjo noč odnesel gnezdo. Na, vzemi mojo volneno kapo, kot nalašč za toplo gnezdo, je rekel sneženi mož. Hvala, res si zlat, se mu je zahvalila žolna in zadovoljno odletela s kapo v kremplih. Nad gozd se je spuščal večer. Čri, čri. Ja, Miška, kaj pa iščeš tu sredi snega? Je vprašal sneženi mož. Joj, moje otročičke strašno zebe. Na, vzemi moj šal in jih zavij van, je rekel sneženi mož in ji podal šal. Hvala, res ga potrebujem, se mu je zahvalila Miška in stekla s šalom v svojo luknjo. Ja, je premišljeval sneženi mož. Takole brez nosu in kape pa res nisem več ravno lep snežak. A ob misli, da je pomagal ubogim živalcem, je vseeno zadovoljno zaspal, ko je padla noč. Bila je posebna noč, noč pred Božičem. Sneženi mož je vdalec zaslišal kragulčke in se prebudil. Zagledal je božičkove sani, kako se spuščajo preden. Zdravo, dobri sneženi mož, zelo prijazen in usmiljen si bil s tistimi živalcami, ga je pohvalil božiček in vstal v sani. Za nagrado sem ti prinesel korenček in novo kapo, pa še lep šal. S temi besedami se je božiček poslovil in odšel. Sneženi mož je bil srečen in je mirno spet zaspal. Zjutraj sta Lovro in Alja najprej odvila svoja darila, potem pa odšla na vrt. Debelo sta pogledala. Njun sneženi mož je bil veliko lepši kot prejšnji dan. Srečen Božič, sneženi mož. Joj, tale sneženi mož je bil pa res zelo prijazen do vseh ubogih živalic, ki so pozimi lačne in prezeble. Zelo prijazno od njega. Tako, za nami je še ena zgodba o sneženem možu. Na YouTube kanalu Moj knjižni kotiček pa se nahaja še kakšna pravljica s snežakom v glavni vlogi. Predlagam, da si jo ogledate. Do prihodnjič pa en sneženi. Čau, čau! Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku.
Nocoj nas čaka zgodba, v kateri se bodo snežinke spuščale tako tiho, kot bi šepetale skrivnosti božičnega večera. Med njimi pa se skriva nekaj posebnega. Iskrica čarovnije, ki jo živi le, ko se zgodi nekaj resnično pravličnega. In gospod Snežak s svojim cilindrom to najbolje ve. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Gospod Snežak. Glej, Liza, gospod Snežak bo dobil prijateljico, je zaklicala Tija. Vsako leto, ko je zapadel prvi sneg, sta Liza in njena sestrica Tija namreč postavili sneženega moža. Na glavo sta mu poveznili star cilinder, dobil je dolg rdeč šal in debele rdeče rokavice. Potem sta povedali mamici in očku, da je prišel na obisk sneženi mož in da stoji na vrtu. O, letos imamo tudi mačko, je rekla Liza. Kakšno packarijo pa si zmešala s snegom? In res je mala bela snežena mulcica imela nekaj grdih črnih pack. Nič je ne motijo, je odgovorila Tija. Sestrici sta stekli v hišo povedati staršem, da je gospod Snežak že prišel in to pot pripeljal s seboj belo mucko. Komaj so se za njima zaprla vrata, je prišla mimo deklica. Ema se je z družino šele pred kratkim priselila v hišo na koncu ulice. Ko je zagledala postavnega sneženega moža, je obstala in ga z občudovanjem ogledovala. Tu gotovo živijo otroci, si je rekla. Morda celo deklica mojih let. Toda razen sneženega moža in mucice je ni nihče slišal. Oprostite, je rekla Ema. Pozdravljeni, imeniten gospod ste. Zasmejala se je in se priklonila. In kakšno lepo mačico imate. Gospod Snežak in muca sta se nasmehnila. Sem smo se preselili, ker je očka tu dobil službo, je pojasnila Ema. Mamica pravi, da nam bo šlo zdaj končno bolje. Deklica se je sklonila k mucki in vzdihnila. Želim si, da bi te našla pod našim božičnim dreveščkom. Snežinka bi ti bilo ime. Potem se je obrnila in stekla proti hiši na koncu ulice. Morda je sneg pod njenimi čeveljci preveč škripal, ali pa, no. Zgodilo se je, da Ema ni slišala male muce, ki je tiho rekla. Snežinka je lepo ime. Zelo rada bi bila. Ampak Ema je korakala naprej, ne da bi se ozrla. Gospod Snežak, ni me slišala, sicer ne bi kar šla, je potožila mačica. Od nekod je priletel ptiček in sedel sneženemu možu na ramo. Čiv? Le kdor sliši snežinko, ki pade na zemljo, lahko sliši tvoje besede. Čiv? Je začivkal. Je to res, gospod Snežak? Ja, to je res, je pokimal gospod Snežak. Ampak jaz bi bila rada njena snežinka pod božičnim dreveščkom, je žalostno zamjavkala mala bela kepica. Kaj pa naj pomeni tole zavijanje? Je vprašal zajček, ki je prav takrat priskakljal mimo. Čiv? Mislim, da bi tale snežina muca rada oživela, je rekel ptiček. Iz snega je previdno pokukala miška. Mačk se je namreč bala, pa čeprav so bile iz snega. Mislila sem, da si prijateljica gospoda Snežaka, je zacvilila.
Jaz pa mislim, da Ema potrebuje prijatelja bolj kot jaz, je odločno rekel gospod Snežak. Ampak jaz sem iz snega, je zastokala mačica. Čiv? In niste povedali, gospod Snežak? Je vprašal ptiček. Kaj pa? Je zanimalo belo muco. V snežinkah, ki padajo na božični večer, je skrit prav poseben čar, je pojasnila miška. In včasih se na ta večer izpolnijo želje, je dodal zajec. Saj sploh ne sneži, je zamjavkala muca. Gospod Snežak se je le namuznil. Mesec je sijal. Veter je zapihal okrog gospoda Snežaka. V cerkvenem zvoniku je glasno odbilo 12. Nenadoma so po zraku zaplesale snežinke. Tedaj se je gospod Snežak pretegnil, kot bi do zdaj neskončno dolgo spal. Naredil je nekaj korakov, potem pa se je sklonil k mali kepici, ki je nepremično ždela v snegu. Otresel je svoj cilinder in snežinke, ki so padale na belo muco, so se bleščale kot zvezdice. O, so očarano zavzdihnili zajec, ptiček in miška. Kako lepo! Mala snežena mucica pa se je spremenila v pravo muco v snežinko. Ema ni mogla verjeti svojim očem, ko je naslednje jutro našla pod božičnim dreveščkom košaro. V njej je ležala bela muca z majhnimi črnimi packami v kožuščku. Prav taka je bila kot tista muca iz snega. Le kako je to mogoče? Ko je mala muca opoldne zadremala, punčka ni več zdržala. Stekla je k hiši obeh sestric. In glej, ob sneženem možu ni bilo nikogar. Tedaj so se odprla vrata in iz hiše so stopili obe deklici. Dober dan, jaz sem Ema. Povejte no, ali ni včeraj ob tem sneženem možu sedela tudi muca iz snega? Živjo, jaz sem Liza in tole je moja sestra Tija. In ja, seveda sedi ob sneženem možu muca. Bojim se, da je izginila, je rekla Ema. In jima vse povedala. To ni mogoče, je rekla Liza. Tudi jaz sem tako mislila, dokler nisem v snežinkini košari našla te rdeče rokavice. Gospod Snežak je imel take, je zaklicala Tija. On ti je prinesel mucico. Začudeno so se vse tri deklice zastrmele v gospoda Snežaka. Tako tiho je bilo, da bi lahko slišal snežinko, ki bi padala na zemljo. Takrat se je zaslišalo od nekod. Vesel Božič, otroci! Vesel Božič, gospod Snežak! Kako čarobna božična zgodba. Deklica, muca in gospod Snežak so nas spomnili, da je največja čarovnija skrita v srčnih željah in toplini, ki jo delimo z drugimi, in ko se na božični večer združita prijaznost in domišljija, se lahko zgodi nekaj, kar ogreje tudi najbolj hladno zimsko noč. In tako je v sneženi tišini nastalo novo prijateljstvo. Nežno, iskreno in svetleče kot prava božična zvezda. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni čarobni božični pravljici z naslovom Zmešnjava v božičkovi delavnici. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pošiljam vam pravličen pozdravček v družbi čarobnega gospoda Snežaka, deklic ter male bele mucke. Čau, čau! Res čarovnija.
Srčno upam, da bo tokrat na božič snežilo.